Lepo pozdravljeni in dobrodošli spet v naši družbi. Kako ste kaj danes? Danes oziroma nocoj bomo čas namenili naši utrujenosti in na drugi strani spočitosti. Več odgovorov na to, kako se učinkovito spočiti, vam bo tudi nocoj postregel moj nocojšnji gost, dr. Nikola Krstič iz podjetja MIC Mengeš. Dobrodošli. Dober dan, dober dan. Dr. Krstič, utrujeni ali spočiti? Kakšni prihajate na oddajo? Oboje. S tem, da se energiziram, in pazim na to, da mi spočitost prevladuje. Ker če delaš, energijo porabiš, ko energijo porabiš, je zmanjka in takrat se to ravnovesje med spočitostjo in utrujenostjo prevesi v utrujenost. In potem je pa treba skrbeti za to, da si tukaj čim bolj v pozitivi. Čim bolj v pozitivi. To je en tak pojem, spočitost, utrujenost, ki ga vsi poznamo, ki ga vsi doživljamo. In seveda stremimo k temu, da smo tukaj na boljšem. Pač na boljšem pomeni to, da bi imeli čim več energije, da bi premagovali svojo utrujenost. Ko smo utrujeni, da bi čim prej prebrodili to luknjo energijsko, da bi čim prej stopili v stanje spočitosti in tako naprej. V življenju je to pojem, ki ima, oziroma ta dva pojma, imata ena svoja pravila. V mladih letih, če tako rečem, izrazito prevladuje več energije, se pravi, ko je več energije, je tudi več spočitosti. Potem pridejo srednja leta, ko smo nekje nekje na sredini, ko nastaja manj energije, ko pravzaprav včasih nimamo sploh nobenega občutka, a smo utrujeni, a smo spočiti. Seveda, če imamo tak življenjski ritem, da je to možno, potem tukaj pravzaprav smo v enem takem vmesnem obdobju. Potem zelo kmalu, po 51. letu, pa pride obdobje, ko vse v telesu popušča in popušča tudi tvorba naše lastne energije in potem tudi začne bolj in bolj prevladovati utrujenost. Se strinjate? Za starejšega človeka je značilno to, da je zelo rad utrujen. Potem niso pa samo leta, ki pripeljejo v stanje prevladujoče utrujenosti. Lahko je tudi kakšna kronična bolezen. Pravzaprav je to pravilo. Pravilo, da ko pridejo leta, srednja pa zlasti tretje življenjsko obdobje, da pridejo kronične bolezni. In kronične bolezni že same ime pravi, da so to trajne bolezni. Bolezni, ki ko pridejo, se iz telesa pač ne dajo stran, spraviti. Ampak vsaka bolezen je pa porabnik energije in je tisti dejavnik, ki pospešuje utrujenost. No, skratka, to je pojem, ki nam je blizu vsem. Je pa zanimivo to, da je treba biti tukaj malo bolj pozoren do tega, ker se izkaže, zdaj sem že večkrat omenil to energijo, to je skupni imenovalec tega počutja. Se pravi, spočitost pa utrujenost, skupni imenovalec je naša energija, naša energijska bilanca. Kaj pomeni to energijska bilanca? Ja, čisto preprosto. Energijo tvorimo in porabljamo. Ko smo tukaj pač močnejši na tej strani, ko se energija tvori, ko se razvijamo, ko rastemo, to so mlada leta, je te utrujenosti seveda malo. Se vidimo pri tamalih, kako kar naprej skačejo in tako naprej. No in potem pa, ko pa
je te energije manj, ko se nekako ustali, smo nekje v enem vmesnem obdobju, ko pa začnemo tvoriti energije manj, kot bi jo rabili oziroma kot jo porabljamo, potem pa pride utrujenost. Skratka, smo na področju energije. In zdaj, k sreči je to, a veste, v sodobni medicini, pa ne rečem domači, tukaj se s tem ne morem toliko pohvaliti, da bi bila energija dovolj umeščena v našo domačo medicino. Žal še ni, a ne? V svetu je pa to stvar, ki je dovolj raziskana. Ja? Bo vas zdaj sprejela telefonski klic, da vidiva, koga nekaj zanima. Dober večer, komu? Aha. Ja, dober večer, z Velenja kličem. Pozdravljeni, povejte. Ja, gospoda bi vprašala dva vprašanja. Prvo, koliko glukozamina na dan je potrebno vzeti za te bolane kosti? Pa drugo, kako to gre z glukozamin pa marevan, zdravilo? Marevan. Ja. Boste kar počakali, če boste slučajno še imeli kakšno podvprašanje ali boste poslušali? Lahko počakam. Kar počakajte. Gospa sprašuje, kako gresta skupaj zdravilom marevan in pa glukozamin. Ja. Ne glukozamin, biokinon verjetno. Ja, ampak mislim, da vas konkretno zanima pa glukozamina, ne? Verjetno ste spremljali že kakšno... Ja, zadnjič nas je že gledala, zato je verjetno malo podoživela. Verjetno jo še zanima, ker je zdaj malo razmislila o vsem skupaj, ker je slišala, pa tudi koliko glukozamina naj pravzaprav jemlje. Dobro, to zdaj izjemoma bomo odgovorili na to, a ne? To se pravi, gospod zanima, kako je možno jemati... Če gresta skupaj, ja, če se izključujete. Glukozamin in marevan. Ja. Jaz moram reči, da se bom kar po domače govoril, glukozamin in marevan se ne tepeta. Ne? Lahko mirno oba dva uštric jemlje. Tako da ni nobenega problema. Ne? Ja. In koliko glukozamina pravzaprav? Kako naj ga jemlje? Ja, glukozamina, pa to smo rekli. Ne? Glukozamin se jemlje 1500 mg na dan glukozaminovega sulfata. To so pri glukozaminu Pharma Nordu, to je to naše zdravilo. To so 3 kapsule in se jemljejo ena. Zjutraj, opoldne, zvečer, to je najboljša varianta. Tu imamo največ učinka. Odlično. No, tako da marevan, kot rečeno, pa ni problematičen tukaj. Ni problematičen. Glukozamin in marevan se lahko skupaj jemljeta. To je odgovor. Ja, no, tole bi še povedala, da sem zdaj imela prehransko dopolnilo, ko je bilo sam 400 glukozamina, a ne? To se pravi... No, to je premalo. Vse prehransko dopolnilo tudi ni registrirano kot zdravilo, ravno zaradi tega, ker ima v svojem dnevnem odmerku premalo zdravilne učinkovine in vas sploh ne more zdraviti, ampak samo lajša težave, do vzroka za bolezni ne pride in potem se seveda bolezen širi. To pa vam ni v interesu, da ko nekaj jemljete, da bi se vam bolezen širila. Vi, če že nekaj jemljete, želite doseči to, da vam ta učinkovina vašo bolezen obvladuje, da jo potunka, po domače rečeno, in zdravilo glukozamin Pharma Nord točno to počne. Ja, hvala. Prosim. Hvala lepa, lep večer. Hvala, ja. Meni se zdi super, v bistvu, da nas gledalci tako redno spremljajo in potem, ko nekaj ponotranijo, pa jih mogoče še kaj zanima, pa ne upajo prvič vprašati, da potem zberejo pogum in jo pokličejo. Tako da vabljeni tudi vsi ostali gledalci, če imate kakšno vprašanje, da pokličete v studio in doktorja Krstiča kar neposredno vprašate in mu postavite vprašanje, ki vas zanima. Danes pa, kot rečeno, pri biokinonu, Q10, ki ni čisto vsakdanje, vendar ima izjemne učinkovine. Ja, zdaj utrujenost, spočitost, smo rekli, skupni imenovalec je energija, energijska bilanca, koliko jo tvorimo, koliko jo porabimo.
Tista učinkovina, ki pa intenzivno, izrazito posega v našo energijo, je pa torej ubiquinon Q10 z vitaminom B2. No, tržno ime za to učinkovino je pa bioquinon, je pa razred bioquinon, proizvajalec je pa Pharma-Nord. In zdaj, torej, značilno je to, da recimo telo tvori učinkovino, ki je v bioquinonu, ampak ko pridajo leta, recimo druga polovica srednjih let, pa tretje življenjsko obdobje, tako kot za vse dogajanje v organizmu, je značilno tudi za to učinkovino v bioquinonu z vitaminom B2. Nastaja je čedalje manj. In ker vpliva na več kot 90% oziroma sprošča več kot 95% energije v človeškem telesu, je potem seveda tudi energije manj in manj. In to pa se zdaj ujema z vsem tistim, kar smo povedali prej. Na začetku življenja je te učinkovine veliko, potem se to ustali in potem pada, in ker je manj, potem tudi manj energije in je več utrujenosti. To pa je istočasno možnost, da ko vemo, kaj česa v telesu primanjkuje, da pač vplivamo na to. Če vemo recimo, da v drugi polovici srednjih let, pa v tretjem življenjskem obdobju, da učinkovine primanjkuje, potem si to lahko dodajamo. No in to je tisti osnovni smisel te samopomoči, pri tem, da si popravljamo energijsko bilanco. Seveda tukaj so normalne ene take, bom rekel, življenjske omejitve. To, da imamo čedalje manj energije, to pomeni staranje. Zdaj, staranja mi ne moremo preprečiti. Lahko pa tukaj bistveno te probleme omilimo, olajšamo. Če imamo bolj in bolj negativno energijsko bilanco, lahko to popravimo. Lahko dosežemo to, da tvorimo več energije. Več energije, in ko imamo več energije, smo celoti na boljšem, veste. Jaz se spomnim, ko smo pred skoraj 20 leti in nekaj, recimo konkretno konec leta 97, pa potem spomladi 98, pripeljali prvi bioquinon v Slovenijo. In ko sem jaz dobil nekako domačo nalogo, da vidim, kako bodo pri nas v Sloveniji ta bioquinon sprejeli. To je bilo leta 97, 98, še v prejšnjem tisočletju. No in torej, ko so to tistih 10-15 mojih prijateljev, ki so prvi začeli jemati bioquinona, so točno to tudi začeli doživljati, veste. Recimo, ne vem, 50 plus ali pa 60 plus ali pa 70 plus, kolikor je pač bil kdo star, ko je imel že manj energije, ko je se to poznalo v življenju nasploh. Utrujenost recimo je bila prisotna, potem tudi spanje je zaradi tega, ker je manj energije, slabše in tako naprej. Skratka, ko so recimo pa začeli si pomagati z bioquinonom, so to novo energijo začutili po vsem telesu. In takrat smo recimo mi v Sloveniji skovali eno parolo, ki je bila tudi mednarodno lepo sprejeta. Rekli smo, vsa nadstropja v telesu delujejo bolje.
Vsa nadstropja v telesu delujejo bolje. Kaj to zdaj pomeni? Ja, če imajo možgani manj energije, ja, preprosto, ne, si manj zbran, si bolj zaspan, tudi slabše se spi, zanimivo, a ne. In zdaj, ko pa pride več energije, a ne, možgani začnejo bolje delovati. Tudi recimo spanec se izboljša, spanec se poglobi z več energije, ker spanec vodijo naši možgani. In zdaj, ko imajo možgani več energije, se spanec poglobi in se spomnim izjav teh naših prvih ljudi, ki so sodelovali, a ne, v tej skupini, da nekateri so rekli, ja pa prav spet po toliko letih sem se pa fajn naspal. To se pravi, možgani delujejo bolje, tudi človek je potem boljše volje, ne? Je boljše volje, ker možgani delujejo bolje. Potem naprej recimo, če smo pri srcu, a ne? Srce je največji porabnik energije na enoto mase. Ne? Srce ves čas dela. Karkoli mi počnemo, srce ves čas dela. In zdaj, ko pride nova energija, je srce tisto prvo, ki pravzaprav reagira. Ko ima več energije, potem tudi lahko bolj utriplje, lahko požene več krvi po telesu in tako naprej. Ne. Skratka, potem marsikdo, recimo, vse veste, ne, starejši ljudje, ne, ko hodijo po stopnicah, se upehajo. Tudi zaradi tega, ker je srce utrujeno, ne, ker ima manj energije in tako naprej. In potem, ko pa pride nova energija, si srce opomore in to oni čutijo. In to so čutili. A ne. Potem recimo tudi pljuča. A ne. Pljuča, ko dobijo več energije, se kri bolje oksigenira. Ko je več kisika v krvi, to je plus za celotno telo, za vsa tkiva, ki jih imamo v telesu. Če je več kisika, je to plus, ker od kisika, a ne, je vse odvisno v vseh človeških celicah. A ne. Potem naprej recimo prebavila. Prebavila tudi delujejo bolje. Se bolje usrkava. Potem recimo jetra. Jetra tudi delujejo bolje, a ne, filtrirajo bolje. A ne. Potem recimo tudi ledvica, na primer, a ne, prečiščujejo kri bolje. Filtrirajo kri bolje, a ne, izločajo tiste pač stvari, ki morajo iti ven bolje. In tudi črevo, a ne, ko bolje dela, a ne, izloča, a ne, blato bolj učinkovito in tako naprej. Skratka, imamo plus, a ne, tudi mišična moč se poveča in tako dalje. Imunski sistem tudi pridobi, ne, ko je več energije, imunski sistem dela bolje. Skratka, cel orkester, ves organizem je na boljšem in potem tudi zaradi tega, ne, ta izraz, vsa nadstropja v telesu delujejo bolje. In to se tudi čuti. To se zelo čuti na kvaliteti življenja, na boljšem počutju, recimo so ljudje boljše volje in tako dalje in tako naprej. Skratka, zdaj tu se vidi, o čem se pogovarjamo. In seveda dobro je, ko je ta Q10, ko je ta biokinon visoko kakovosten. Ne, da je vrhunske kvalitete. No in prav to, a ne, pri našem biokinonu iz Pharma Nord, to imamo. Tudi tukaj, a ne, je Pharma Nord dosegel to, da je ustvaril, bom še malo pokazal, da je ustvaril vrhunski artikel v globalnem merilu. To priznavajo zdajle dejansko vsi. Tudi na svetovni konferenci, ki je bila nazadnje pred 3 leti v New Yorku, so biokinon potrdili kot Q10 številka 1 v globalnem merilu, ki ima največ tega učinka, o katerem smo ravnokar govorili. Tako da to je to. In zdaj pa lahko razmišljamo še v enem širšem medicinskem smislu. Če se vprašamo, kolikšen je pomen te učinkovine,
te nove energije, recimo pri zdravljenju z zdravili. In tu pride ven eno dejstvo, ki me je pred leti zelo presenetilo. Ampak so to študije pokazale, veste. Katerokoli zdravilo imate, katerokoli zdravljenje se greste, ko se dodaja biokinon, ko se doda nova energija, to zdravljenje postane veliko bolj uspešno. Veliko bolj uspešno. In tukaj se da tudi čisto po domače povedati, zakaj gre. Zakaj gre? Zakaj je sleherno zdravilo, ki ga jemljemo, ko se doda biokinon in ki pripelje več energije, zakaj je vsako zdravljenje, vsako zdravilo bolj uspešno? O tem pravzaprav ne razmišljamo. No. Pa govorim tudi zdaj, naprimer, jaz si bom dovolil reči, tudi za strokovne kroge. Ne razmišljamo na tak način. Torej, kako zdravilo deluje? Katerokoli zdravilo. Ne? Ko ga imate na mizi pred seboj, ko ga imate recimo na dlani, ko imate tabletko na dlani, ta tabletka je mrtva. To je neživa snov, ne? Se strinjate? To je neživa snov. Ne? Ko jo pa mi zaužijemo, pa začne ena reakcija in nam pomaga. Ampak ta reakcija je nekaj živega. In če je nekaj živega, to pomeni, da je na osnovi energije. In zdaj pa tukaj je tisti zelo pomemben premislek. Katere energije? Ja, naše. Veste, energije, ki jo človeško telo premore skupaj z tem biokinonom. In ko recimo zdravilo pride, en delček te naše energije vzame za svojo reakcijo in nas zdravi. Se pravi, porablja našo energijo in nas zdravi. Zdaj pa recimo razmišljanje gre naprej, čisto vsakomur razumljivo. Ko smo mi starejši, pa še recimo tudi bolni, imamo 3-4 bolezni recimo, ne? To vse nam ustvari energijsko bilanco, da smo bolj na negativi, imamo malo energije. In zdravilo, ko pride, ko je energije malo in ker je od te energije odvisno, tako tudi deluje. Če je energije malo, manj se aktivira, je ta reakcija zdravilna manj intenzivna, dlje časa bo trajala in tako naprej. In zdaj pa premislek, ko pa mi dodamo biokinon, pa svojo energijo dvignemo in ko zdravilo pride, pride na več energije. In ko je več energije, potem tudi bolj dela, ta reakcija je bolj živahna in se bolje zdravimo. To je razlaga, ne? Je verodostojna, veste, je verodostojna. In tukaj zdaj vidimo, o čem se pogovarjamo. Pogovarjamo se tako rekoč o energijski medicini. So fakultete po svetu, ki imajo poseben predmet, energijska medicina, ravno zaradi tega razloga, ne? Ker vidimo, kako je to pomembno. Kako je to pomembno. In zdaj, ko se vprašamo, ali ta stvar tudi v praksi živi, so nekateri centri, kjer je to prisotno, ker se to leta in leta dogaja in kakšne rezultate imajo, je zdaj vsakomur jasno, ne? Pa ni treba, da je zdravnik, ni treba, da je, ne vem, medicinsko izobražen, ni treba, da je farmacevt, ni treba, da je ne vem kakšen strokovnjak, a ne? Če je vsako zdravilo bolj uspešno, je potem tudi vsaka ustanova zdravstvena, a ne? Ko na tak način si recimo izoblikuje bolj uspešno zdravljenje, je bolj uspešna, ne?
In recimo, da bo to iztočnica za nadaljevanje najine oddaje, Ja. v kateri bova predstavila kar nekaj konkretnih primerov vaših strank, vaših odjemalcev, Tako. takšnih, ki se vedno znova vračajo s pozitivnimi rezultati in zgodbami. Okay. Čez nekaj trenutkov se vrneva. Dobrodošli nazaj, še vedno je moj gost, dr. Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš. In če ga želite karkoli vprašati, je zdaj pravi čas, tudi če imate kakšno vprašanje iz prejšnjih oddaj, da ste si kakšen pripomoček nabavili, pa imate zdaj pozitivne učinke, zelo dobrodošli, da nas pokličete, da to pokomentirate ali pa poveste, s čim niste bili zadovoljni. Kaj ne, dr. Krstič, vedno želite povratne informacije, čeprav so običajno zelo pozitivne, ne? Ja, mi smo v bistvu za vsem, kar počnemo, na razpolago ljudem, ne, in živimo skratka s tisto parolo, ne, z ljudmi, od ljudi, za ljudi, ne, ker mi se v teh razgovorih z ljudmi tudi veliko naučimo in potem to, kar se naučimo, spet posredujemo ljudem in potem se ta krog v dobrobit vseh pravzaprav dogaja. To pa je možno samo, če imate dolgoletne izkušnje. Ja, pa če imamo nekaj kvalitetnega, če imamo nekaj, kar ljudje resnično torej doživijo, ne, in zdaj, ko govorimo o biokinonu, ne smo videli, ne, mislim, kakšen pomen to ima in zdaj, če recimo je situacija takšna, da so ljudje pred izbiro, predvsem, da to samostojno naredijo, lahko, katerokoli bolezen imajo, katerokoli zdravilo jemljajo, karkoli pač doživljajo kot zdravstveno tegobo v svojem življenju, z biokinonom si lahko pomagajo, si lahko pripomorejo. Zdaj, mogoče bi samo še eno stvar tukaj dorekel, ker sem povedal, ne, da te učinke biokinona oziroma te učinkovine, ki je v biokinonu, s pridoma, ne, se uporabljajo v nekaterih mednarodnih centrih po svetu. Zdaj, konkretno biokinon prihaja iz Danske, proizvajalca Pharma Nord, in dejansko tam tudi v 16 letih, odkar, oziroma zdaj že 20 letih, odkar sodelujemo, ne, z njimi, sem tudi marsikaj videl in sklepal, ne, kaj oni imajo v svojem sistemu zdravstvenega varstva od tega, da priporočajo zelo pogosto jemanje biokinon. Ne. Torej, glejte, prej smo rekli, vsako zdravljenje je lahko bolj uspešno, krajši čas traja. In zdaj, kaj so pa oni dosegli v svojem, recimo, sistemu zdravstvenega varstva, konkretno v svoji bolnišnični zdravstveni dejavnosti. To so številke, ki so zelo povedne, ki so zelo pomenljive. In tukaj je nastal pravzaprav en samosvoj model, intenzivni model zdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti. So bolj intenzivni in tudi bolj uspešni. In zdaj v številkah, kaj to pomeni? To pomeni, in tudi sem bral dobesedno članek o tem, veste, profesor, doktor iz Kopenhagna ga je napisal, ni bil dolg, ampak je bil zelo poveden in zelo pomenljiv. Koliko so oni lahko vplivali na svoje bolnišnično zdravstveno varstvo, na stroške, ki jih recimo imajo to je zdaj večni problem. Samo tukaj so oni s tem svojim modelom, jaz ga bom tako poimenoval, ne, dosegli tako to, da so v zadnjih 10 letih zmanjšali stroške, jaz bom poudaril to, zmanjšali so stroške za bolnišnično zdravstveno varstvo za 40, 42, 43%. Veste, kaj to pomeni? Pri čemer delajo bolje.
manj stanejo. S pomočjo tega energijskega aspekta, s pomočjo biokinona, ki smo ga prej opisovali, kaj se dogaja. In zdaj, torej, jaz imam v karieri nekaj dela na zdravstveni ekonomiki in sem to pač prezrcalil naprej v številke, v recimo zdravstveni ekonomiji. Kaj to pomeni? To pomeni, da Danska, a ne država Danska, letno, ne, s tem privarčevanjem stroškov, ne, pridobi okrog 2 milijarde svežega, direktnega, domačega kapitala za svoj ekonomski razvoj, za investicije, za socialno politiko in tako naprej. In to se dogaja 1 leto, 2 leti, 5 let, 10 let in tu so pa silne milijarde, ki se tudi oplajajo, normalno, to se vse oplaja. Ne? Potem je Skandinavija. In tudi zaradi tega je Danska to, kar je. Uspešnica v svetovnem merilu. In še enkrat ponavljam, gre za to, da so svoje bolnišnično zdravstveno varstvo racionalizirali, da so stroške zmanjšali za 40%. In zdaj v naše razmere mi nimamo takšnega modela. Jaz sem tudi prej na začetku rekel, da energijska medicina pri nas še ni dovolj razvita. Dogajajo se sporadični primeri, predvsem tako posamično, predvsem to ljudje tudi samostojno si pomagajo in tako naprej. Samo to je eno dogajanje, ki je recimo eno prehodno obdobje, ampak zaračunati je, da se bo to preselilo tudi v sam strokovni vrh, ki se bo tega začel posluževati in dosegati te rezultate. In zdaj v naših razmerah, kaj to pomeni? V naših razmerah to pomeni, da se pogovarjamo o potencialu 1 milijarde na leto, 1 milijarde evrov. 1 milijarde evrov. Jaz to popolnoma odgovorno navajam, ker imam tudi monografijo o tem, imam tudi strokovno literaturo, tudi članek, mislim konkretno, a ne. In zdaj v tej smeri, a ne, je smiselno zdajle pa razmišljati. Mislim, da je Slovenija, zdaj se govori o zdravstveni reformi, se govori o spremembah, a ne, in tako naprej. Mi imamo zdaj že 30 let samostojnega razvoja. Jaz mislim, da ta razvoj se je pač dogajal, kakor se je dogajal. To, kar smo počeli doslej, vidimo, da ni ravno zdaj za naprej obetavno. Tukaj pa imamo en model in jaz moram reči nekaj, veste, oni to delajo kar potiho, oni se s tem sploh ne hvalijo. Oni samo to delajo, razvijajo, bolj uspešno zdravijo, ta denar, ki ga tako pridobijo, vlagajo naprej in tako naprej. In je to zelo močna ekonomija. Danska je zelo močna ekonomija, sicer ni tako velika, ampak je silno gibčna, ima velikane, torej gospodarskih dejavnostih na Danskem, velikane, svetovne velikane, in to je možno tudi zaradi tega, ker imajo recimo takšno zdravstveno varstvo, ki je, kot rečeno, kot sem ga rekel prej, je intenzivno in uspešno. Tako da, ampak dajva se midva vrniti, da bomo tako bolj konkretni. Zdaj pa konkretnejša kar na domačih tleh. In tukaj tudi bomo videli, iz teh recimo posameznih zgodb, kaj je pravzaprav to. Da to recimo, ko se sešteje na državnem merilu, postanejo to silne milijarde svežega kapitala, dejansko v posameznih primerih pa tudi vidimo, da so to zgodbe, ki res presenečajo, ki so nekaj posebnega. In vi ste se nocoj odločili, da jih boste delili z nami, kaj ne? Tako je. Ja. Zdaj, prva zgodba, jaz upam, da se bo slika pokazala na zaslonu. Torej, gre za biokinon, za jemanje biokinona. In zdaj prva zgodba, ki smo jo pripravili. Mislim, da ste omenjali gospoda Antona, ne? Gospod Anton, evo, to je gospod Anton na sliki. Zdaj, kakšna je njegova zgodba? Stotine ljudi,
je v 3. življenjskem obdobju doživelo pešanje srca, ustavitev srčnega spodbujevalnika. Zdaj, nekateri so pa tukaj tudi imeli smolo, veste. Mogoče ali pa je bilo po naravi že tako, ne, da je gospod Antona, ne, imel to smolo, da ko so mu operacijo naredili in ko je ta srčni spodbujevalnik začel delati, da je bilo srce preveč opešano. Preveč opešano. In dejansko teh signalov, ki so prihajali od spodbujevalnika, ni več zmoglo sprejemati. In je on ugašal. Jaz bi predlagal, če bi ga še enkrat videli na zaslonu, a ne, gospoda Antona, ne, no, to je on. In je recimo pri svojih 70 letih, torej, a veste, tisto, kar v hecu včasih rečemo, pa je to grd hec, ampak ga bom povedal, ne, operacija je uspela, bolnik pa žal, ne, ni tega preživel. To se je tudi njemu napovedalo, zelo konkretno, njegovo soprogo, ženo so poklicali in so rekli, gospa, vse smo naredili, kar je možno, ampak žal, a ne, vaš soprog dejansko ugaša in peljte ga domov, da bo lepo doma končal svojo življenjsko pot. No, v tistem času smo pa mi imeli tudi, to je bilo tam na začetku leta 2000, nekaj takšnega, se je to zgodilo. Toliko je ta zgodba stara. Se je zgodilo to, da smo mi imeli eno serijo oddaj, tako kot je recimo tale, o biokinonu in sem jaz razlagal, kako lahko učinkuje. In kako lahko je zelo srce hvaležno za biokinon, pa za to novo energijo, da si jo pomore. No in pač gospa, njegova soproga, mi je potem pripovedovala, da je v pol temi sta bila v sobi, mož je ležal v pol zavesti, seveda odhajal je, ne. Ona je pa gledala televizijo in pravi, in je rekla, ja, kaj pa, če bi jaz mojemu Antonu nabavila biokinon, in mu ga je nabavila. In iz dneva v dan, a ne, je on si energijo obnavljal, srce si je opomoglo in pravi, prekretnica se je zgodila takrat, ko sem jaz enkrat prišla v sobo, moj Anton pa sedi na postelji. Se je usedel, a ne. No in tudi na sliki se ga vidi, a ne, kako si je opomogel. Ta slika je nastala na njihovem domu, konkretno v Ljubljani, ne. Se vidi, da je energiziran. No in on je doživel potem še desetletje in pol, je pač pokojni, se zgodi, vsi moramo iti, ampak namesto, da bi pri 70-ih, a ne, se je to zgodilo šele po desetletju in pol, ki ga je on preživel z pozitivno energijsko bilanco, ne. No to vidite, ne, to je dejansko en čudež, ne. Na kliničnem centru so bili presenečeni. To je bilo neverjetno, kako je to možno, a ne? Kaj se tu dogaja? Biokinon je tukaj. Biokinon. To je tisto, kar sem rekel, ne? Vsako zdravljenje je lahko bolj uspešno in tukaj se na tem primeru res lepo vidi, ne? Kako ga je biokinon dobesedno ven iz groba potegnil in mu potem še omogočil eno desetletje in pol lepega, normalnega, kvalitetnega življenja. No, to je recimo naša prva zgodba. In če ta je izjemna, moram reči. Ja, res. A si predstavljate, kakšno zadoščenje je to? Ne? In hčerka, ne? Hčerka, mislim, je celo zdravnica, kolegica. A ne? Tako da res, mislim, to so bila, mislim, posebno doživetje, nekaj posebnega. Ne? To je bila recimo ena prvih zgodb, ki smo jo v Sloveniji doživeli z biokinonom, ampak se v njej lepo vidi, kakšen potencial imamo tukaj. A ne? In zdaj, ko bi to nekako umestili sistemsko, a ne, koliko bi lahko
pač pridobili vsi skupaj. A ne. Tako da, evo, to je zdaj, imamo pa še druge zgodbe. Ne. Gospa Marija je naslednja, ne? Ja, Ste pripravili gospa tudi Marija, njeno ja, zgodbo? gospa Marija. No, gospa Marija, ona je bila, gospa Marija je bila hud ortopedski bolnik. Ortopedski bolnik. Ne vem, kako je to bilo, ampak ona je živela v Rogaški Slatini, tam v tistem koncu. Zdravila se je pa v Zagrebu. Ne vem, pač v Zagrebu se je zdravila in je imela res veliko težkih ortopedskih operacij. Ne? Težkih ortopedskih operacij. Tako da in v takem stanju, ne, nas je ona nekega dne pač poklicala in smo se začeli pogovarjati. Jaz sem ji takoj svetoval, poskusite, imamo res informacije, tudi nekatere prve izkušnje, da zelo pripomore, da se energija v telo vrne, da vse svoje težave lažje prestajate in tako naprej. In ona je to doživela. Ona je to doživela in pravi, da so se v Zagrebu neizmerno čudili, kakšen heroj je ta gospa Marija iz Rogaške Slatine, da ona je teh, ne vem, 10-12 najtežjih operacij prestala in se še, in jo vidite tukaj na sliki. Ona je tukaj na domu, ne, in ona je še funkcionirala. Poglejte jo, a se vidi, mislim, na obrazu, ona se smeji. Ona bi mogla zdaj ležati, se nekako kot megla vleči in tako naprej, ampak ne. In je bila tudi sicer aktivna, a ne, tudi potem v svojem okolju, ne, jaz se je spomnim, a ne, smo se zadnjič pogovarjali v oddaji, da smo v Mic Mengeš izdajali knjige, ne, o uspešnem zdravljenju. Knjige o uspešnem zdravljenju. Ona je rekla, to je čudovita zadeva. Ona je takoj poskrbela, da je en tak krog svojih znancev in je naredila seznam, veste, nam je poslala seznam, mislim, da je bilo 45 ljudi, svojcev, prijateljev, znancev, taka zelo gospa s karizmo je bila, gospa s karizmo, ne? Ona je bila vplivna in tako naprej. In je rekla, pošljite mi 45 knjig, da bom jaz to njim dala. Ona da bo dala, ne da mi pošljemo, ampak da bo ona to. Ne? In se spomnim, ne vem, kako je naneslo, ne? Da smo ji poslali samo 20 knjig, pa rekla, niste mi še poslali, še 25 mi jih dejte. Ne? No, tako da, ampak mislim, a veste, če imaš 10 težkih operacij, to je izčrpujoče. Ampak ona si je opomogla, a ne, in je to ena res taka zgodba, ki nam je zaznamovala časa, ne, tam v letih, a ne, tam 2005, 2006, 2007. Ne, in iz prve roke je, ne? Iz prve roke in smo postali prijatelji, veste, in je potem ona tudi, to, kar je ona doživela, a ne, je v svojem krogu tudi, a ne, in je ona klicala, kaj pa tukaj, kako tukaj, tudi za svojo zdravnico v zdravstvenem domu je to skomunicirala. In tako da se je tukaj ena cela lepa mreža začela dogajati. Potem je tam blizu 90-ih je pa sklenila svojo življenjsko pot, tako kot se pač normalno v življenju dogaja. Leta, no, to je naša druga zgodba, kot rečeno. Ne. Mislim, fasciniralo je to, veste, jaz sem bil tudi pri njej na obisku, ne? Tudi pri gospodu Antonu smo hodili pač na obiske, prijatelji smo ratali. Ne? No in gospa Marija pravi, ja, zdaj sem malo premeščala, ne? Sem kavč premaknila v svoji dnevni sobi, si predstavljate, ne? Mislim, nepojmljivo, ne? V takem stanju, ne, je ona bila zmožna tudi kavč premakniti in tam živeti, skratka, polno življenje z biokinonama. Tako da, evo, to je taka. Tretja je pa tudi gospa, ne? Ja, tretja gospa je pa, tudi moram reči, to je gospa Terezija. Gospa Terezija, tudi iz tega Sredogorja, tukaj nekje
celsko območje, a ne, spet tukaj smo nekje v bližini, a ne, in kakšna je pa njena zgodba, veste? Ona je zbolela je za malo težjo, imela je en tak kronični bronhitis, ne, ki se je stopnjeval, ki je izčrpujoč, tudi težko dihaš in ne, kronični obstruktivna pljučna bolezen, rečemo, a ne, to je taka izčrpujoča bolezen v 3. življenjskem obdobju. Potem je pa žal imela smolo, se je na ta bronhitis se je nalezla še pljučnica in jo je položilo, ne. Potem pa je dobila še antibiotika, ne. Antibiotik je pa črevesno floro zdesetkal, zreduciral, ne. In so se pol na te kronične težave, pa še pljučnico, še te prebavne motnje navezale, a ne. Tako da v bolnišnici so bolj kot ne obupali in so isto rekli hčerki, ja, gospa, vaša mama je zdajle, ne, na odhodu, a ne, peljte jo domov. Spet podobna zgodba kot pri gospodu Antonu, ne, so jo odpustili domov, da gre, a ne. Zdaj, gospa Terezija je pa tudi taka, veste, osebnost, kljub temu, da je bila prizadeta, je ona tudi še malo televizije gledala in nas je videla. In je klicala v lekarno in je rekla, da bi rada dobila biokinon in tako naprej, in ga je začela jemati. In zdaj, kaj se je pa pri njej zgodilo? Mislim, njena hiša je tako eno kmečko posestvo, nekaj živine je tudi bilo, mladi so delali po službah, ona je pa oskrbovala to, ne. Ampak zdaj si morate misliti, kaj se je zgodilo. Biokinon, kot rečeno, a ne, ko je prišel, in to nam je ona povedala, to je njena zgodba, ne. Po 3-4 tednih jemanja biokinona, ona se je vrnila iz bolnišnice za umret, dobesedno. In po 3-4 tednih je ona, pravi, sem že kosila travo, sem neke mrve za svojo živino naredila. A si predstavljate, ne? To je recimo, ne, ta dogodek, ne, ta neverjetni preskok, ampak se vidi, ne, kaj nova energija lahko pripomore pri človeku. Kaj lahko naredi, a ne. Pomaga na vseh koncih in krajih, seveda ona je ves čas celo življenje zdravo živela, tudi v zdravem okolju je bila, a ne, tudi potem, ko sem prišel k njej na obisk, jaz bi prosil, če bi še ene slike pokazali, njene, a ne, od gospe Terezije. No, tole pa zdajle je zadeva, ki sem jo povedal na Danskem, so bili vsi frapirani. So rekli, to je svetovni fenomen, to se še nikjer, verjetno nikomur, ne da bi oni vedeli, zgodilo. Gospa Terezija je bila toliko hvaležna, ne, za to svoje okrevanje, ker pravi, in nimam nobenega dvoma, da sem prišla k sebi z biokinonom in je v počastitev tega postavila kapelico. Poglejte jo na sliki. To kapelico je postavila, ne. A si predstavljate, mislim, kakšna zdaj zadeva je to, ne? Človek je toliko hvaležen, da je tudi vse svoje tiste, tudi religiozna čustva je tista najgloblja, to so prvinska čustva, ne? Torej, takšna hvaležnost, ne, da zdaj in je rekel, da posveča to svoji ozdravitvi z biokinonom. To se je zgodilo, mislim, tam nekje leta 2007, nekaj takšnega, ne. In a veste, ko sem bil pri njej na obisku, ne, verjemite mi, da so mi šli mravljinci po hrbtu, no. Sem šel to kapelico gledati in to, sem rekel, no,
res je. Delate prav in dobro. Tako. Še enega gospoda, pri Ja. 85 imava za zaključek. Ja. Imel je srčni spodbojevalnik. Ja, to je pa gospod Baloh. No, zanj sem pa v enem članku sem napisal, da je to naš rekorder, slovenski rekorder. Mi smo prišli v Slovenijo z biokinonom leta decembra 1997, potem tržno se je začela stvar 1998, a ne? In naš gospod Ivan je pa rekorder. On pa že od samega začetka je na biokinonu, ne? In zdaj je že v visokih 80-ih, ne? Ampak je pa res vitalen, ne? Aktiven v svojem okolju. No in zdaj zanje je značilna ena prav posebna zgodba, ne? On tudi je srčni bolnik, okay. In je mu tudi spodbujevalec. In zdaj pa, veste, ta spodbujevalec se zamenja tako na 10 let, ga je treba zamenjati, ker se iztroši material, baterija se izčrpa in tako naprej. On je pa hodil, seveda, hodiš na kontrole, na klinični center, ne? In je hodil 11. leto, oziroma 10. leto. So rekli, vaš spodbujevalec pa čudovito dela, prav, ga ne bomo zamenjali, ne? Potem je prišlo 11. leto, so pa rekli isto, ja, kaj pa je zdaj to, ne? Prav, to je pa zdaj nekaj posebnega. Se raj zgodi to, da ga je treba prej zamenjati, kot kasneje. In je prišlo 12. leto, ni bilo indikacije za zamenjati. Šele, ko je bilo 13. leto, so rekli, no, zdaj ga pa bomo zamenjali, ne? On je pa ves čas redno jemlje biokinon, redno ga jemlje. In zdaj, veste, ko se tukaj treba prsni koš mečkeno odpreti, a ne, normalno, ne, in se stari spodbujevalec zamenja s tem ta novim, a ne, in okej, to so mu naredili, ne, samo on ni imel nobenih bolečin. Nobenih bolečin ni imel. In takrat je recimo bilo tako, ne, da si bil v bolnici 3, 4, 5 dni, pa si šel domov. On je pa že naslednji dan rekel, unim je govoril, me nič ne boli, ne, jaz tle hodim po sobi tukaj po hodniku, dajte me domov spustiti, ne. In prvi dan ga niso hoteli spustiti, ne, mislim, po 24 urah, ne. On je pa rekel, ampak je tak človek, veste, živahen, dinamičen, tudi v svojem okolju je dejaven in tako dalje. In je seveda imel ene opravke, ne, za katere je hotel, da jih ima pod kontrolo direktno in tako naprej, ne. No, in so mu dal, da je podpisal, da po 2 dneh, da gre domov, na lastno odgovornost, ne. In so pa tudi, ko so ga odprli, so bili presenečeni. To so mu pol naknadno rekli, ne, ker ko so ga spustili domov, so ga potem v 24 urah z kliničnega centra klicali nazaj, na dom, ne. Pa so rekli, no, gospod Ivan, kako pa je zdaj, a vas kaj boli? On pa prav, ja, a vam ne govorim ves čas, da me nič ne boli, ne. A veste, kaj so mislili? Mislili so, da je bil malo drogiran, ne? Da je bil protibolečinsko drogiran in tako naprej in da potem zaradi tega, ne, da ni čutil, ne? Ampak po vsej logiki bi on mogel biti na 4-5 dni, bi ga mogli boleti, ne, čutiti to, ne? Pri njem pa vsega tega ni bilo. So mu pa rekli, ko so ga odprli in so videli, so rekli, vi imate žile 40-letnika. No, tako da tukaj se tudi vidi, ne, tisto, kar sem rekel, ne, ko se telo energizira, on je bil že 20 let je bil na biokinonu, to je naš rekorder, ne, in je telo bilo na visokih ravneh energije in je vse tiste zdravstvene težave so se hitreje uredile in v krajšem času, a ne,
In vse to je potem tisti plus, ki se vam rekel, nekaj se to na sistemski ravni lahko potem vse skupaj sešteje, pa doprinese k temu, da smo bolj učinkoviti, pa cenejši. A ne? No in tako da to je ena taka zgodba, ki je tudi zaznamovala Biokinon, in takih zgodb so v teh naših knjigah, ki smo jih omenili zadnjič v oddaji. Ampak tu vidite, tudi na teh primerih, ki smo jih opisali, se zdijo kot en čudež, kot eno pretiravanje, ampak ne, vam rečem, to so rutinski dosežki vrhunske energijske medicine lahko. In to so države, ki to imajo, ki to živijo. In pejmo še mi v to, ne? Zdaj pa še recimo moramo biti tudi malo praktični. Ne? Biokinon, ne? Ki ga imamo, ki to vse skupaj omogoča, je v Sloveniji znan. V Sloveniji je bilo obdobje, ko je bil precej na visoki ravni jemanja med ljudmi, zdaj se je to majčkeno umirilo, ampak se pravim, karkoli je pri nekom zdravstvena težava, z jemanjem kvalitetnega Q10, z jemanjem biokinona, se lahko vse skupaj v pozitivo spravi, ne? In človek ima potem v tem primeru veliko več od življenja, več zdravja in več življenja z biokinonom. Hvala lepa, da ste tudi nocoj vse te zgodbe delili z nami. Prosim. In hvala lepa tudi vam, če ste vztrajali z nama, ste izvedeli kaj novega in boste kaj novega tudi preizkusili. Predvsem pa vam želiva veliko življenjske energije. Do naslednjič.